Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji Županova ura bo v ospredju dogajanje v občini Črnomelj. V našem studiu gostimo prvega moža črnomaljske občine, gospoda Andreja Kavška. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Dober večer in lepo pozdravljeni tudi vse gledalke in gledalci vašega kanala. Sem prav vesel, da imam zopet priložnost, da sem gost v vaši oddaji in da bom lahko pojasnil, predstavil določene stvari z namenom, da bodo moji občani, naši občani bili ustrezno informirani in seveda s tem tudi včasih bolj mirni. Gospod župan, občinski praznik je za vami. Letos ste pripravili res pestro bero dogodkov, obilo jih je bilo. Malce več o tem v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa predlagam, če se strinjate, da spregovoriva o tistem, kar je za občino seveda najpomembnejše. To pa so naložbe v prihodnjih 3 letih. Tudi sedaj vam jih ne manjka, veliko jih bo, zato pa je bil seveda potrebno sprejeti proračun. Sprejeli ste ga, soglasni ste bili in kot rečeno, naložbena leta so pred vami. Ja, zdaj tudi v govoru za občinski praznik oziroma pravzaprav kamorkoli pridem, začnem s tem, da ja, pred nami so 3 naporna leta. Po 3 letih se bomo res lahko z veseljem ozirali nazaj, vendar v teh 3 letih se bomo lotili 3, 4, 5, 6 izredno velikih investicij. Na prvem mestu, če omenim osnovno šolo Loka, investicija vredna 12 milijonov evrov. Vrtec Loka, celotna investicija z dokumentacijo čez 4 milijone evrov. Osnovna šola Dragatuš, 2,5 milijona, vendar bomo šli ravno zaradi tega, ker ne bomo zmogli vsega v fazno realizacijo tega projekta. Kanalizacija Črnomelj, slabe 3 milijone evrov. Kolesarska povezava Kanižarica Črnomelj, skoraj 1 milijon. Sanacija dijaškega doma, ki bo šla v fazah noter, zaradi tega, ker enostavno, kot sem rekel, ob teh vseh številkah je verjetno in res prosim občane, da razumejo, da ni več prostora. Enostavno proračun ne zmore. Mislim, da so bili sodelavci zelo uspešni tudi pri pridobivanju državnih oziroma evropskih sredstev, ker drugače teh vseh investicij nikakor ne bi bilo. In seveda bomo v teh 3 letih morali, bom rekel, biti potrpežljivi, vzdržni z novimi investicijami, predvsem pa bomo šli v nove investicije. Mi pravzaprav imamo v naboru čez 100 projektov v vrednosti čez 150 milijonov evrov za naslednja obdobja. Določeni so že bolj pripravljeni, določeni manj, pri določenih samo čakamo na razpise in seveda ustrezno sofinanciranje države oziroma evropskih sredstev, da bomo to zmogli, kajti če omenim, ko ste že omenili naš proračun, ki smo ga, hvala Bogu in hvala svetnikom in vsem razumnim, moram reči, da se je tu pokazal en velik razum vseh, da smo ta proračun soglasno sprejeli, je rekorden v vrednosti odhodki 28,5 milijonov evrov, od tega je čez 55% sredstev namenjenih za investicije. Jaz mislim, da tisti, ki poznajo prejšnje proračune, vejo, kaj to pomeni. Čaka nas veliko dela, naporov, pogajanj, usklajevanj. Zelo zanimivo mi je bilo, ko nekdo rekel, ja, denar za šolo smo, sofinancerski denar za šolo smo dobili v vrednosti 7 milijonov, kar je res izjemen uspeh. Vendar, in reče, ja, zdaj šolo smo naredili. Ne, zdaj smo šele začeli. Mi smo šele stopili na to pot. Zdaj je finančna konstrukcija zaprta in šele zdaj nas čaka res obilo dela, usklajevanj, projektiranja, urejanja, tako da bo naporno.
Se pravi, v vašem mandatu lahko rečemo, bodo storjeni veliki koraki na področju šolstva, izobraževanja, nov vrtec raste v Loki, osnovna šola Draga, vse to ste omenili. Kakšno pa je stanje na področju kanalizacija? Ja, poglejte, pravzaprav zdaj vse je ravno v teku. Kanalizacijski sistem v mestu Črnomelj bomo dogradili v 11 krakih, ki še niso bili dograjeni, tako da bo mesto Črnomelj potem 98% priključeno na kanalizacijski sistem. Seveda v ozadju imamo že prijavo, zdaj smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in prostor za kanalizacijski sistem Dobliče-Grič. Tu bom zopet poudaril skrb za našega črnega močerila. Mislim in zopet apeliral tudi na državo, tudi na Evropo, tudi na svet. To je pač en endemit, svetovna posebnost, ki jo ne najdemo nikjer drugje kot v Beli krajini, na tistih 5 kvadratnih kilometrih, in habitat tega črnega močerila je potrebno zaščititi. Tako da bodo naši napori v naslednjem obdobju namenjeni ureditvi infrastrukture, kanalizacije, vode, cest, do te mere, da bomo ta habitat zaščitili. Seveda nas pa čaka potem dokončanje kanalizacije na Vinici, kjer smo naredili že 2 kraka, zdaj nas čakata še 2 in potem bi tisto omrežje bilo zaključeno. Seveda pa potem, ja, občina je velika, Adlešiči so tu nad Kolpo, verjetno še kdo, ki si bi tega želel, ampak ko pravim, upam in tu želim in apeliram na državo, da to problematiko rešujemo hitreje, predvsem pa z izdatno podporo Evrope in države. Omenili ste črnega močerila, pa tudi sicer Bela krajina zelo turistično privlačna in sem tudi sodijo seveda kolesarske poti, ureditev. V teku je kar nekaj, se pravi, gre za projekt regionalne kolesarske povezave Črnomelj-Nižarica in potem tudi državni projekt ureditve kolesarskih poti. Kako je s tem, kdaj bo to? Ja, gledajte, po načrtih naj bi se tale regionalni oziroma državna mreža kolesarskih poti začela izvajati že letos, tudi v Beli krajini, kjer skupaj z občino Metlika Semič smo nekako uredili oziroma začrtali tiste glavne kolesarske poti, ki potekajo ob državnih cestah oziroma poteh, in to je investicija države. To je bilo pač usklajeno že, oziroma se je usklajevalo že od leta 2018, tako da je to celovit projekt na nivoju države, ki ga danes težko bistveno spreminjamo. Seveda imamo tudi nove ideje. Nova ideja, ki je sicer že stara za moj okus, ker jaz sem kljub vsemu v tej politiki že od leta 1994. In to je tale povezava od Vinice do Črnomlja po bivši železniški trasi. Tu smo sicer res nekaj let zamudili, ker takrat, ko je bila ta trasa še v lasti države oziroma občine, bi to bilo lahko hitreje. Zdaj je tudi vse skupaj malo bolj zarastlo in, bom rekel, postalo zapuščeno. Tako da tu nas čaka kar veliko korakov v pripravi projektov oziroma sploh v tej fazi snovanja idejnih zasnov, kajti ni tako enostavno, ko se na prvi pogled zdi. Ko pogledaš na karto, na kataster, se zdi, to bi pa hitro, ampak pol pa, ko se pogovarjaš z ljudmi, pa tam je neko črno odlagališče, tam so nekaj zametali, tam je že nekdo naredil svojo njivo čez, tam je potekala že melioracija, ampak gledajte, mislim, da je prav, da ta projekt začnemo, da ga zastavimo, ne bo pa tako hitro, kot se morda je v prvi fazi zdelo, mislim pa, da je vredno poskusiti oziroma se tega tudi lotiti, seveda ob razpoložljivih sredstvih. Seveda, vse je povezano z denarjem, ne? Gospod župan, parkirna mesta v starem mestnem jedru, večna težava, ne zgolj Črnomlja, ampak vseh mest. Nekoliko ste to težavo omilili z ureditvijo parkirišča Ajdovo Zrno. Ta projekt še traja. Kako je? Glejte,
Ja, jaz mislim, da tu je generalen projekt mestnih jeder povsod. Zdaj, ko se oziraš po mestnih jedrih drugje po svetu, kar nekaj sem jih videl, tudi slovenskih zelo dobrih projektov. Dejstvo je, da ponavadi v strogem mestnem jedru se ne parkira, sploh ne dolgoročno. In povsod to rešuje na ta način, da pred vstopom v mestno jedro najdejo prostor, parkirni prostor, kjer se pač avto odloži in potem tistih 200-300 metrov naredimo peš, pravzaprav tudi za nekaj za svoje zdravje. Zato smo mi začeli z urejanjem Ajdovega zrna. Odkupili smo pač tisto hišo in pa tisti prostor, ki je bil na voljo. Dokončna ureditev sledi zdaj v marcu, ko bojo zopet možna asfaltiranja in bomo tam dejansko uredili dodatnih, mislim, da 15 novih parkirnih mest. En delček bomo poskušali urediti kot majhen parkec z zasaditvijo, z nekimi klopcami, da bo to prijazno za ljudi. Seveda se pa v zadnjem času spogledujemo z eno idejo, da bi morda pa na tistem delu, ko so tiste hiše še ostale, pa morda začasno uredili eno tržnico, ker mi moramo vedeti, da problem našega mesta in mestnega jedra je tudi to, da pravzaprav nimamo optimalne pozicije za tržnico. In to Ajdovo zrno se nam je zdaj nekako pokazalo v eni drugi sliki in zdaj se ravno pripravljajo določene študije, ki naj bi pokazale primernost oziroma obliko urejenosti in ureditve tega prostora. Seveda želimo tudi en tak tihi projekt, o katerem veliko ne govorim, je ureditev ceste v Adlešiče, od semaforja pa dol. In tisto bi potrebno bilo tisto cesto umakniti malo, razširiti. In seveda, ko bo to narejeno, to je državna cesta, tu se pač za državo pogovarjamo, bi mi izpod tiste stene do vode naredili zopet še nekaj dodatnih parkirišč. In zopet je tista tale osnovna teorija, ko skozi govorim, pred vstopom v mestno jedro moramo zagotoviti parkirna mesta, zaradi tega, da potem ljudje lahko stopajo mirno, se sprehajajo po mestu, ker kljub vsemu, bom rekel, malo bom daleč pogledal, pa bom rekel, čez 15 let bo verjetno mestno jedro Črnomaljsko samo za pešce. Po vzoru tudi nekaterih drugih mest, ne? To je tako, to je pač se mi zdi ena taka zelo trendovska, ampak na drugi strani tudi zelo modra odločitev. Ker kljub vsemu je takrat življenje v takih brezprometnih okoljih drugačno, ljudje se drugače počutijo, so bolj umirjeni, otroci se lahko prosto igrajo. Je drugače. Po moje je kvaliteta življenja v takem prostoru boljša. No in ko smo že pri starem mestnem jedru, Črnomaljski grad dobiva počasi novo prenovljeno podobo. Ta prenova poteka po fazah, tako kot ste predejali za dijaški dom. V kateri fazi? Ja, zdaj v grad sam si želimo resnično obnoviti v eni taki. To bi bila za mene ključna veduta Črnomlja oziroma sploh Bele krajine, rečem Črnomaljske občine. Ta grad z to svojo mogočnostjo. Zato smo se tega lotili zelo načrtno, pravzaprav smo statično, bom rekel, hidrološko smo stvari zdaj posanirali, klet je prazna, lepo speskana, vrhunsko zgleda, tisti, ki so včasih hodili v disko, se je spomnijo v eni obliki, zdaj je to res en mogočen prostor. Atrij smo obnovili, otvoritev bo, mislim, da v soboto, tako da vabljeni pogledati saj Atrij. Z druge strani smo že naredili zakladnico in pa dostop do zakladnice, iz katerega pa tudi dostop do WC-jev. Tako da moja tiha želja je, da bi WC-je do poletja pripravili. Javne WC-je. Govorite o javnih. Javni WC-ji, javne sanitarije, pred turistično sezono, da je bila gotove. Seveda v tem času pa poteka celovit projekt obnove našega gradu. Namreč pričakujemo, oziroma razpis je zdaj zunaj za obnovo kulturnih spomenikov in naš grad to je. Vrednost projekta, da vam povem, je veliko čez 1 milijon evrov, vendar si obetamo tukaj tudi izdatno sofinanciranje strani države.
Drugače pa če to neizvedljivo z našim proračunom oziroma z našo obremenitvijo proračuna ta trenutek. Tako da računamo, da tu bi lahko, če bomo uspešni, potem si upam reči, da bomo v nekaj letih bo ta naš grad res zasijal v eni taki mogočni obliki. Na drugi strani imamo pa seveda Stoničev grad, kjer tudi zdaj se pripravljajo te konzervatorski načrti, v katerih Stoničev grad je tudi zdaj pač v lasti občine, tako da bi dobili neke osnove, kaj, kako ga lahko prenovimo, obnovimo. Če smo že pri mestnem jedru, verjetno so naši gledalci gledali predstavitev študentov arhitekture, ki so lani poleti to naše mestno jedro prečesali, kartirali in seveda si dovolili dati svobodo svojim razmišljanju in narisati, kako bi pa to naše mestno jedro lahko izgledalo. Jaz sem bil fasciniran, verjetno glih tako nebo, ampak bi pa rad videl, da je bilo zelo blizu tistega, kar so oni narisali. Tudi tu sedaj pripravljamo eno projektno nalogo za celovito oživitev mestnega jedra. Namreč mi se o tem mestnem jedru in oživitvi Črnomlju pogovarjamo, po moje, že zadnjih 20 let in polej seliti jurjevanje dol, da bomo oživili mestno jedro. To sem že skozi govoril, to je nonsens. Na ta način se mestna jedra ne oživljajo. Ti moraš v mestno jedro pripeljati vsakodnevno življenje. Pomeni dovolj prebivalcev, dovolj obiskati, potem bodo živele trgovine, morda kakšen hotelček in ostalo vsebino, ki gre skupaj in zagotavlja tale dnevni pretok ljudi. No in zdaj smo naleteli na eno ekipo ljudi, ki to razume tako kot jaz in sem bil prav vesel, ko so pred novim letom me obiskali in računam, da bomo z njimi zdaj skupaj skoncipirali ta projekt in vsebino mestnega jedra, ker ko daš vsebino mestnemu jedru, šele takrat si zagotovil neko oživitev na daljši rok, ne za tiste en teden, ko je prireditev, pol pa spet nazaj. Kaj to pomeni, da bo letos jurjevanje morda vrnilo nazaj v Jurjevansko drago? Glejte, tako kot je 2019, mislim, da smo že zastavili to zgodbo. Jurjevanska draga je kljub vsemu za Belokranjce, za Črnomaljce še posebej en kulten prostor, prireditven prostor za masovne prireditve. In tisti masovni del, glavni del jurjevanja bo noter. Če se spomnite 2019 v petek, je bilo tam 3500 ljudi. Seveda pa tiste resnično kulturne zgodbe in kulturni nastopi, tista, bom rekel, morda malo drugačna kultura, bo pa v mestnem jedru, seveda, ker tam ne zanima vse, ne vem, takšen ali drugačen ples. Bomo imeli takšne manjše prireditvene prostore in seveda tam se naj vsak stavi, ogleda, da ne en drugega morimo, po domače povedano. V Jurjevanski dragi bo pa tisto, kar je zanimivo za vse. In da se tam tudi podružimo in tako kot včasih pozabavamo. No, lepo je slišati, da boste poskrbeli tudi za športne površine, športno opremo, sodobno opremo za otroke, mladine. Govorimo seveda o športnem parku, zasnovi športnega parka v Loki. V kateri fazi je ta projekt? Ja, tu smo v športni park Loka, je recimo takšna zanimiva ideja, ki se je porodila in jo skupaj z Ministrstvom za šolstvo razvijamo. Dejstvo je, da tista zemlja, če tako po domače povem, je od ministrstva, zraven je srednja šola, oni potrebujejo določene vsebine, mi si želimo določene vsebine, zraven je vrtec in ko smo skozi takšen pogovor, smo prišli pravzaprav do tega, da je to prostor druženja otrok, dijakov, zakaj še ne starejših. Tako da tam planiramo noter igrišče za mlade, pump track, ko reče, torej poligon za kolesa. Tu moram povedati, da je bilo že nekaj teh igrišč v zadnjem obdobju narejenih. Tudi v Starem trgu lani smo odprli novo igrišče za otroke. Pohvalo bi zopet tu moje Viničane. Letos bomo začeli tudi z izgradnjo pump tracka, torej tega kolo parka, se reče, mislim po slovensko to, kolo parka tudi na Vinici. Sredstva del sredstev so odobrili, oziroma so jih dobili na tistem
ciljnem tekmovanju, ker so zmagali in jim še enkrat čestitam za njihovo inovativnost, ker so bili izredno inovativni. In seveda zdaj bomo morali tudi mi nekaj prispevati. Računam, da bomo za sponzorji tisti naš del lahko oddelali. Tu moram reči, da glede na to, da to ni velik delež, pa je takšen, lahko rečem, v materialu, računam na sponzorje, z določenim sem se že pogovarjal, tako da mislim, da bo to letos tudi ta pump track oziroma to kolo park v Navinici urejen, kar bo še dodatno popestrilo to našo ponudbo. Predvsem pa to, kar cel čas govorim mojega mandata, naloga občine je, da ustvari kvalitetno življenjsko okolje, bivanjsko okolje. In brez igrišč za otroke, za mladino, za starejše, pač tega ni. Brez ustrezne zdravstvene oskrbe tega ni. Brez ustreznih vrtcev. Takšno okolje, torej kvalitetno okolje, to zahteva na ustreznem nivoju. In če želimo mi se pogovarjati o tem, da bi mladina ostajala v Beli krajini, ja, če bo to kvalitetno življenjsko okolje. In zaradi tega moramo se tega lotiti in še enkrat povem, sem vesel, da smo tu enotni, tudi občinski svet in svetniki, in smo tu našli res popolno soglasje. Ja, to enkrat moramo narediti in ne samo govoriti, kako naj ti mladi ostajajo v Beli krajini, ampak za njih, za naše življenjsko okolje poskrbeti. In ko smo ravno pri tem, da bi mladim zagotovili en večnamenski prostor za izvajanje njihovih aktivnosti, ste izdelali tudi idejno zasnovo za tako imenovano kreativno hišo mladih. Kaj je to? Ja, poglejte, zopet, jaz se pa zgledujem po razvitejših okoljih, po okoljih, ki so boljši kot smo mi in iščemo skupaj z mojimi sodelavci ideje drugje. Nismo najbolj pametni, znamo pa fajn gledati pa poslušati. In dejstvo je, ko sem prej govoril o kvalitetnem bivanjskem okolju, seveda mladi potrebujejo svoj prostor, kjer bodo lahko svoje ideje pač realizirali na takšen način, kot si oni želijo, ne na takšen, kot si jaz želim. In zaradi tega smo tudi njim dali na voljo to idejo, da na nek način skoncipirajo to svojo kreativno hišo mladih. Tako da tu moram reči, da jaz samo poslušam. Jaz se z njimi dobivam enkrat, dvakrat na mesec, ne na mesec, enkrat, dvakrat v obdobju in skupaj pogledamo, kaj so naredili. Moram reči, da so njihove ideje zelo zanimive, se prav zabavam, poskušam jih samo malo usmerjati, ampak neč kaj preveč, ker, ko pravim, to je za njih, ne za mene. In tam bi radi imeli pravzaprav na enem mestu, zato smo se lotili bivšega hotela Lahinja, kjer bomo tako in tako potrebovali kuhinjo. Za čas zdaj obnove vrtca in posebej osnovne šole nam primanjkuje kuhinja, tako da bomo v tistem delu, že obstaja kuhinja, zato smo pritličje na nek način odkupili in ko imaš prostor, potem je treba ta prostor napolniti in je idealno za mlade. Zraven je Jurvanska draga, nekako ne bi bil tole en prostor druženja mladih, kreativnosti mladih, pravzaprav jaz si predstavljam, da bo v tej Jurvanski dragi poleti oder in bojo koncerti in bodo mladi lahko tam uživali in seveda z vsebinami, ki so njim blizu. No, ko bodo enkrat ti mladi odrasli, bodo potrebovali zaposlitev, kako je kaj z conami gospodarskimi, TRIS se lepo razvija, kako je z zasedenostjo, menda zdaj načrtujete prostorska načrtovanja, sprejetje. Ja, TRIS je tudi, pravzaprav zdaj ena stvar, ki je malo težja, ni čist direktno naša, torej je zagotoviti kvalitetna delovna mesta. Jaz še dodam temu, rečem, delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Mi moramo vedeti, da se dnevno iz občine Črnomelj, pa verjetno z Bele krajine potem še več, dnevno migrira čez 2000 ljudi. In to je velika številka, še posebej pa, ko vemo, da so to v glavnem visoko izobraženi ljudje. Torej pomeni, da pač pri nas ni delovnih mest, zaradi tega se trudimo, da bi na nek način privabili čim več delovnih mest oziroma podjetij s takšno dejavnostjo, ki bodo ta delovna mesta zagotavljala. Zaradi tega intenzivno urejamo
poslovno cono Tris, ravno kar je tudi izšel razpis za urejanje poslovnih con, vrednost do 1 milijona evrov. Mi to številko komot dosežemo, mi imamo v Trisu pripravljenih projektov tudi za 2,5 milijona evrov, torej ta milijon bomo, če ga dobimo, in verjamem, da ga bomo dobili, ker imamo že gradbena dovoljenja in stvari pripravljene, tako da računam, da bomo ta milijon pridobili in seveda ga zelo hitro porabili za ureditev, ker se nam kaže kar nekaj investitorjev v poslovni coni Tris, za katere si želimo pripraviti ustrezno infrastrukturo, da jih nekako še spodbudimo k temu, da bodo pospešili svoje investicije, ki so zelo zanimive, predvsem so okoljsko usmerjene, so zelene, tako da tu je ta dodana vrednost oziroma tale inovativnost oziroma so delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. No, dvignili pa boste tudi kakovost zdravstvenih storitev za občane. Govorimo seveda o dozidavi zdravstvenega doma Črnomelj za ureditev prostorov laboratorija in nujne medicinske pomoči. Ja, gledajte, moram pohvaliti prvo prejšnjo direktorico, zdajšnjega direktora zdravstvenega doma, ki zelo dobro vodita zdravstveni dom oziroma tudi vse zaposlene, kajti kot kolektiv so zelo dobri, njihovi poslovni rezultati v zadnjih letih so vrhunski in veliko tega tudi sami potem lahko sfinancirajo. Moram spomniti, da smo že leta 2020 odprli en prizidek k zdravstvenemu domu z dodatnimi 20-25 parkirnimi mesti. Seveda pa na drugo stran nas čaka prepotrebni prostori za urgenco in laboratorijski prostori za novo opremo. Moramo vedeti, da v Črnomlju deluje laboratorij za hematološke preiskave in ostale preiskave, ki dela preiskave tudi za metliški zdravstveni dom. Je certificiran, visoko certificiran, v slovenskem merilu mislim, da med boljšimi. Tudi zato jim čestitam in jih moram pohvaliti. Seveda pa smo imeli glih pred kratkim sestanek z ministrstvom. Namreč Bela krajina ima eno posebnost. In zaradi tega smo nekako zdaj v dogovoru z ministrstvom, da bi to urgenco, ki bi bila v Črnomlju dejansko, da bi bil to državni projekt, da bi to država sfinancirala, ker dejstvo je, da nismo Belokranjci v enakem položaju do ljudi, ki so bliže Novemu mestu, ki so bliže Ljubljani, ki so bliže nekim prometnim potem, hitrim potem. In to so tudi na ministrstvu opazili, tako da smo tri občine v takih situaciji, oziroma 3 regije v takej situaciji, tako da zdaj se išče način, kako bi ta prizidek dejansko bila državna investicija. Mi bi pač tale laboratorijski del in ostalo bi pa pač mi dodali in potem lahko rečem, da bomo imeli v Beli krajini že kar eno malo bolnico. Kdaj naj bi bilo to? Ja, moram reči, da razpis, ki je zdaj ven za dograditev raznih zdravstvenih domov in to, mi v ta del ravno zaradi tega ne gremo, ker si želijo, da bomo mi šli pač po posebni zgodbi, ker je tu odgovornost države oziroma država želi dejansko zagotoviti to nekoliko drugače. Jaz računam, mi imamo gradbeno dovoljenje tik pred izdajo, tako da mi smo pripravljeni. Računam pa tudi, da bojo na ministrstvu dovolj hitro našli oziroma določili tiste vsebine, ki jih bojo financirali in potem gremo lahko v izvedbo. Se pravi, malo bolnico, pa tržnico, pa javne sanitarije, pa urejeno mestno jedro, nov vrtec, nova šola. Dotaknila sva se samo teh največjih naložb, ogromno jih je še. Gospod župan, za to bo potreben še en mandat. Zdaj verjetno že veste, boste kandidirali, da bi dokončali vse te projekte, mislim. Ja, gledajte, moram reči, da bi bilo pravzaprav po moji oceni in po oceni mojih bližnjih sodelavcev neodgovorno zdaj zapustiti občino. Seveda, če mi bodo to volivci namenili, bom z veseljem sprejel še en mandat.
Lahko povem, da ne bom kandidiral na državno-zborskih volitvah, čeprav pritisk je velik, ampak pač to ni ta trenutek moja preokupacija. Res želim za Črnomelj, za Belo krajino delati tukaj, ker sem zdaj, ker smo res načeli velike projekte. Lahko pohvalim, tudi sodelujemo zelo dobro na nivoju županov belokrajinskih občin. Nastavili smo kar nekaj skupnih projektov, ki so taki, jaz bi rekel, kar drzni in bi bilo res, po mojem, ne bi bilo v redu, da grem. Seveda pa si bi pa želel kot župan, pa koliko sem se pogovarjal tudi z ostalima dvema kolegoma, bi si pa želel poslanca v državnem zboru. Veste, poglejmo v zgodovino nazaj, takrat, ko smo imeli poslance v državnem zboru, je bilo kljub vsemu lažje, več se je lahko naredilo. V zadnjih letih pač tega ni. Seveda je volilni sistem, da se rečem, nepravičen do Belokranjcev oziroma do volilnih okrajev, kjer je več občin. Če pogledamo zgodovino, tam, kjer je volilni okraj v meji ene občine, tam imajo poslanca vsako leto. Vendar ne želim nad tem jokati. Jaz moram reči, ja, pravila moram naštudirati in pravilom prilagoditi svoje vedenje, svoje odločanje, svoje odločitve. In zaradi tega bom rekel, si bom dovolil reči, da Belokranjci bomo morali tudi tu malo premisliti, malo biti bolj modri in nekako skoncentrirati svoje glasove, pa če bom zdaj grdo rekel, na levo volilno telo na enega, desno volilno telo na enega, in jaz sem prepričan, da imamo lahko dva poslanca. To kažejo te analize, ki smo jih sami delali z kolegi, tako da tu je pač samo na nas Belokranjcih, da se znamo odločiti. Predvsem pa, da nehamo biti Slovenci in pri ljudeh najprej gledati njihove slabe strani. Veste, poslanec je boljše, kot da ga nimamo. In vsak človek ima veliko dobrih lastnosti, tudi kakšno slabo. Ni na svetu ljudi, ki bi bili samo dobri. Ampak to je pač ta slovenska navada, mi znamo samo kritizirati in vse popluvati, grdo povedano, ampak dajmo biti rajši pozitivni pa reči, ok, želimo si poslanca, enega bomo imeli, pa enega bomo imeli tam. Zmenimo se, oziroma zmenimo se, razmišljamo. Sej, odločitev ni težka. Ne bi pa rad nič prejudiciral, ampak, ko hočem reči, Belokranjci smo dovolj modri, znamo stopiti skupaj, to smo pokazali tudi v zadnjem obdobju in bomo morali zopet. Upajmo, da so nas Belokranjci, da smo slišali in se bomo tega držali. Tudi vi radi rečete na številnih slovesnostih, da v sodelovanju je moč. Na številnih slovesnostih, ki ste jih imeli zdaj v okviru občinskega praznika, in vse te prireditve so dokazale, da v občini dobro sodelujete z zavodi in z vsemi deležniki. Kako ste zadovoljni z izvedbo občinskega praznika? Ja, poglejte, najprej sem izredno vesel, da imam okoli sebe sodelavce, ki so dovolj pogumni, tudi dovolj odgovorni, da so kljub tem razmeram, ki so bile, rečem, težke, pa neko težke, bolj kar komplicirane, da so se znali prilagoditi, da so znali biti odgovorni in da so znali organizirati vrhunske prireditve. Namreč pokazalo se je po moji oceni zdaj v tem februarju, ko smo imeli veliko teh prireditev in za 8. februar in za občinski praznik in otvoritev ZIK-a in ne vem še kaj vse. Obisk je bil za mene izredno presenetljiv. Dvorana je bila vedno polna. In to meni pove samo nekaj, da Belokranjci še nismo zgubili občutka za druženje, si tega želimo, kar je dobro. To pomeni, da nismo otopeli, da se nismo zaprli vase, da se nismo zaprli v svoj dom, in to me navdihuje še z dodatnim optimizmom in seveda odgovornostjo oziroma to željo, da ostanem in da to poženem še naprej, to našo energijo, ki jaz jo čutim in je velika, in hvala vsem, ki se udeležujete teh prireditev. Na ta način pač dajete tudi meni energijo, tudi jaz se moram nekje napajati in se napajam dejansko v teh okoljih, ko je veliko ljudi. Jaz sem pač rad med ljudmi, poslušam tudi kritike, se ni problema, tudi nisem perfekten, ampak vse to mi dejansko daje eno energijo, da
ostajam, da si želim ostati in da si želim narediti še kakšen projekt. Čeprav jih je res veliko, da bom mogel malo se vstaviti, ker bom rekel, sodelavci so pridni, ampak če jih bom preveč prignal, se lahko kaj zgodi, ampak zaenkrat ni bojazni. Pa tudi radi, večkrat ste ponovili, da boste pri dodatnih projektih, če pride do njih in podobno, morali biti zelo inovativni pri iskanju denarja, ne? Ja, glejte, to je res, ne, saj smo že nekaj stvari tudi nastavili v okviru te naše inovativnosti, torej mi izvajamo izobraževanje za krajevne skupnosti, za zavode, pravzaprav za vsakega, ki si želi. Imamo zunanje sodelavce, ki tudi nas učijo, kje, kako pripraviti projekt, kam ga prijaviti, na kakšen način. Pravzaprav to je kar ena znanost in več ljudi, ko imamo, ki to znajo, ki bodo prebrali vse te razpise, ker dejstvo je, da je v tej perspektivi denarja veliko, razpisov bo veliko, in zdaj je treba pač vsak more skozi svojo perspektivo razpis prebrati in se noter najti in takrat to je pravzaprav zagotovilo, da bo ta razpis uspešen. Ker drugače, če nekdo, ki ni zraven, piše nekaj, ni tako. Zaradi tega smo se lotili tega projekta oziroma tega pristopa nekoliko drugače, torej da je paleta ljudi čim širša, da vsak najde in pride k nam. Glejte, jaz pa vidim, tu sem za. Pomagajte mi še to. In je malo drugač pristop, eni so že, imamo kar nekaj sestankov z različnimi krajevnimi skupnostmi, ki iščejo svoje ideje oziroma se zdaj malo pozicionirajo in hodijo na ta predavanja. Tako da, ja, in tu vidim to inovativnost, ne. Dejstvo pa je, da pozorni bomo, dokumentacije oziroma projektov imamo veliko, čaka nas še veliko dela, dejstvo je, da je Bela krajina nekako bila pozabljena v zadnjih letih in čaka nas veliko dela, ampak zaradi tega smo tukaj. Ljudje smo zaradi tega, da delamo probleme, da jih rešujemo in tako se tale igra se nadaljuje in na ta način se dvigujemo in smo boljši. Ko ste rekli, Bela krajina bila pozabljena, je zdaj glede cestne povezave kaj bliže svetu, Bela krajina, tretja razvojna os? Glejte, zdaj poznamo to zgodbo iz Novega mesta okrog teh civilne iniciative in teh zapletov, ki so po mojem žal nepotrebni. Jaz mislim, dajmo biti čisto po eni kmečki logiki, jaz se nisem rad preveč sofisticiran, ampak pravim, da stvari so v življenju zelo enostavne. Ko jih kompliciramo, pomeni, da nas nekaj drugega heca, ego pa še kaj, da realni problemi so bolj enostavni in hitreje se jih da rešiti. Teda to bomo pustili. Mene veseli dejstvo, da se tunel projektira, da so že kar daleč projekti, da je lani poleti je bila spremenjena strategija razvoja prometa v Sloveniji, v kateri je Dars postal nosilec izgradnje tretje razvojne osi jug, tudi od tunela naprej. Posledica tega je bila zelo jasna, da so že v avgustu razpisali projektiranje tega dela avtoceste od izvoza Maline do mejnega prehoda Metlika oziroma do izvoza Kanižarca oziroma Črnomelj jug. In to je, bi rekel, zagotovilo, da smo na radarju, da se dogaja. Zdaj, zadnje informacije, ki so, razmišlja se tudi, da če bojo zapleti predolgo tu v Novem mestu trajali, se lahko zgodi, da bomo začeli pa dol graditi, pa bomo pa z juga prišli do gor. Kako pa je kaj, prej sva govorila o teh conah industrijskih z elektrifikacijo? Se tukaj kaj premika? Ja, tu imamo tisti problem te povezave, tega daljnovoda Kočevje-Črnomelj na nek način stoji v zraku. Jaz poskušam vse glede časa to zgodbo odpreti, tako z Elektrom, kot s civilno inicijativo. Bom rekel, bolj ali manj uspešno, če bom tako sam sebe ocenil, trdim, da neuspešno, ker nismo našli neke ustrezne rešitve. Zaenkrat stvari
še niso kritične, vendar, ko pravim, bomo morali tu res najti rešitev. Ta trenutek pravzaprav čakam strani Elektra Ljubljane, da bodo te svoje projekte nekako zaključili oziroma jih postavili v nek okvir in potem bomo skupaj z občani poskušali najti eno primerno rešitev, ki pa se bojim, ne bo takšna, kot si želi Elektro, pa ne bo tudi takšna, kot si želijo občani. Življenje pač je umetnost enega konsenza. Nimam rad kompromisa, ker kompromis je ponavadi gnil, to smo s figo v žepu. Konsens je pa stvar, ko se jaz s tabo strinjam o nečem in to bomo naredili. Torej, to je strinjanje, konsens je... Kompromis je pa tak, ne strinjamo se, ampak bomo, to ni nič, tistega nimam rad. V redu, se pravi, ves čas je potrebna ta in komunikacija, in sodelovanje, in doseganje konsenzov. To pa na občini kar dobro, vam gre dobro od rok, občanom ponudite na vpogled razne idejne zasnove, jih povabite k sodelovanju. Pred kratkim ste prenovili tudi spletno stran in spremenili celostno grafično podobo. Glejte, kar se tiče tega osnovnega komuniciranja, torej celostna grafična podoba, mislim, da tu je bilo veliko prahu, ki se je pol na srečo tudi polegel. Namreč nismo šli v revolucijo, mi gremo, evolucija je pač tista pot, ki je ključna, torej stvari se spreminjajo in mi moramo na nek način biti sodobni in postajati sodobni, ne pa ostajati zakrknjeni in stari in konzervativni. Konzervativnost je potrebna, vendar pa ne tista zakrknjenost, vsakega mora biti glih prav. Tako da zdaj, potem, ko smo ta grb posodobili, zdaj ga imamo tudi nakvačkanega, 2 metra krat metra pa pol velik grb, še ne vemo, kam ga bomo dali. Za 8. februar smo ga pač prevzeli od gospe, ki je to prostovoljno naredila. Moram tudi ne reči, ena velika hvala, da se je tega projekta lotila. In zdaj imamo to novo spletno stran, ki bo, sem prepričan, bolj prijazna, bolj pregledna in res vabim vse občanke in občane, da se jo poslužujejo, bodo vse informacije. Če pa ne bodo, vas tudi občanke in občani prosim, da napišete mailček, jaz pa pogrešam še to informacijo. Zdaj tale spletna stran, tako kot smo jo zdaj sodobnimi orodji postavili, se zelo hitro lahko tudi prilagaja, kar je tudi cilj, da ni nekako, bi rekel, namenjena samo enemu, ampak vsem in to bomo storili, vam sledili. Kar se tiče pa še ene komunikacije, kar je zelo zanimivo, je tudi to, jaz si bi želel več komunikacije z občani. Dejstvo je, da sej sem v kontaktu, sej hodim po terenu, ampak ti zbori krajanov, zdaj, ko so bili, prej smo to redno imeli, zdaj, ko je ta korona bila, nekaj smo se bali, pol je poletje, spet nima smisla, ker ni ljudi, pol je bila korona, spet ne moreš zbrati dovolj ljudi, tako da upam, da bomo s to metodo nadaljevali, ker ugotovo sem nekaj. Veste, na Tanči gori smo imeli, ker želijo novo krajevno skupnost, pa sem tam 3-4 bil čez poletje, pa je bilo kar obiskano, veliko ljudi je prišlo. In pol seveda poslušaš vsega. Ampak na koncu je bil skupni imenovalec samo to, tudi tisti, ki so zelo kritizirali me, pa karkoli. Na koncu, ko sem jim pa pojasnil stvari, pa moram reči, kar parkrat so možakari rekli, zdaj, ko to ste vi povedali, zdaj ja to zastopim, zdaj pa drugače vidim stvar. In tu je to, ko reče moj kolega, asimetrija informacij. Če jih je premalo, potem ljudje skreirajo svoje. To govorite o VD ravnatelju Zvonku Ivanušiču. Ja, on ima to. To je zelo dobra pogruntacија, tale asimetrija informacij. In dejstvo je, tega je v teh korona časih še več, kot je bilo prej. In zato moramo veliko komunicirati. Ključna kompetenca vodi je komunikacija, ampak to tista res globoka na vseh nivojih, torej od neverbalne do verbalne, to je ključna kompetenca vodij, velikih vodij, torej karizmatična komunikacija. Tudi mi dva danes komunicirava
tudi z občani. In ko sva ravno pri teh temah, sodelovanje, komunikacija, povezovanje, ena izmed prihajajočih prireditev zdaj bo dan slovensko-britanskega prijateljstva. Boste znova to obeležili na Suhorju ali kako? Ja, seveda, to je, tudi teh prireditev je kar nekaj. Veseli me zopet, da je tu predsednik države, gospod Borut Pahor, dejansko drži obljubo in dejansko se je ta dan slovensko-britanskega prijateljstva prijel. Moram reči, tudi dobro sodelujemo z ambasado britansko v Sloveniji in tudi letos bomo 31. marca pripravili to prireditev na Suhorju, kjer tudi počasi z občani na en takšen, jaz bi rečem, primeren način, fazno urejamo tisti prostor, ga širimo, ga lepšamo, kar sem še posebej vesel, to opazijo tudi gosti. In tudi letos bomo imeli to prireditev, bo popoldne, tako da bomo omogočili prisotnost še tistim, ki so v službi. Bo tudi en zanimiv gost zopet, se spomnimo, da je bil princ Edward enkrat, seveda vedno pride veleposlanica in veleposlanik, predsednik vedno pride, tako da si obetamo kar visoke goste na ustreznem nivoju in verjamem, da bo to spet en lep dan za Belokranjce, predvsem pa za promocijo Bele krajine. Take prireditve sežejo bistveno dalj, kot si mi mislimo, in zaradi tega je to tudi zasluga predsednika in njegove želje, da nam pomaga tudi na ta način, ki je malo svojstven, ampak deluje pa sigurno. In hvala Bogu, ukrepov ni več, tako da bo to vse možno. Sigurno, to bo. Povejte mi, gospod župan, od nedavnega ima občina tudi naziv prostovoljstvu prijazna občina. Ja, tudi to je eno priznanje, ki pravzaprav nismo ga niti pričakovali, nismo se niti prijavili na tekmovanje, pač enostavno te to, zaradi tega je to priznanje še toliko bolj pomembno, ker te kar pride z neba, te nekdo pride pohvaliti. Mi smo pač stvari pogledali po občinah in vam bi dali to priznanje, glede na to, kar vse počnete. In res hvala. Spet najprej začnem z zahvalo, ker dejstvo je, da to ni moja zasluga, da smo to priznanje dobili. To je pač, jaz pač to sprejmem, ampak to je zasluga mojih občanov, mojih pridnih društev, Sonček, Varna hiša, Hiša sadeži, Društvo upokojencev, pa še koga sigurno sem še veliko pozabil, pa saj gasilci, ne vem, kdo vse to sodi, ker pravzaprav mi, Beli krajini, če ne bi toliko tega prostovoljno naredili, bi imeli še manj. In zaradi tega sem tu bolj ponosen na te ljudi, ki nesebično razdajajo svoj čas, svojo energijo, tudi v končni fazi za ta naš avto, ki ga imamo za prevoz starejših, to pač prostovoljno Zveza šoferjev, Društvo upokojencev, Društvo invalidov dajo šoferje, da ta avto je v pogonu in da na ta način omogočamo prevoz tistim starejšim iz tistih neodročnih krajev občine, ki so res daleč, da pridejo do zdravstvenega doma, včasih tudi do trgovine. Ni enostavno tem ljudem, ker dejstvo je, da je javni prevoz v Sloveniji vse slabši, posebej v Beli krajini ga skoraj več ni. In zdaj, ko se te naftni derivati in vse to draža, jaz mislim, da bomo morali spet vseglih začeti razmišljati o več javnega prevoza, ker dejstvo je, da si tega ne bodo mogli vsi privoščiti ob takih cenah naftnih derivatov, kot je do zdaj. Ko sva ravno pri prostovoljstvu, tudi vaša občina je pozvala občane, da ponudijo, če imajo na voljo stanovanje, pomoč za begunce iz Ukrajine. Ja, mi smo že prejšnji teden imeli tudi sestanek štaba civilne zaščite. Seveda nekaj stvari smo morali obdelati po navodilu strani države, nekaj smo pa tudi pač sami želimo biti pripravljeni na ta izziv, ki je pred nami. Dejstvo je, da ko sem med ljudmi, slišim kar nekaj ljudi, ki so pripravljeni dati ali svojo zidanco
ali svojo stanovanje, ki ga ne rabijo, za te reveže, ki niso po svoji krivdi, bom rekel, v tej situaciji, ki je sigurno težka in obžalovanja vredna. Ampak, oni so res žrtve. V bistvu so pa žrtve ene, jaz rečem, nespametne svetovne politike. Veste, da se v 21. stoletju pogovarjamo o nekih geostrateških, političnih in drugačnih ciljih iz 16. stoletja, iz nekih monarhičnih časov, smo malo čudni. Naši politiki, oziroma sploh svetovni politiki, bi morali v resnici dojeti, da danes vojna več ni vojna, danes grožnja z vojsko ni prava grožnja. Danes je prava grožnja, so podnebne spremembe. In mi ne bomo uničili en drugega z vojno, pa z raketami, pa s tanki, ampak mi bomo sami sebe uničili z podnebnimi spremembami. In mi se bi morali tega v resnici bati. In zaradi tega sodelovati, ne pa se bati soseda. Danes sosed več ne bo napadel soseda zaradi tega, ker rabi zemljo. Ampak zaradi tega, ker rabim prostor, jaz rabim svež zrak. In tu moram pa sodelovati. Zrak pa pač ni tista stvar, ki je tukaj in zdaj, ampak zrak je danes tukaj, jutri pa pri tebi. In ko bomo to dojeli, ko bodo te svetovni politiki začeli resnično ustvarjati eno novo geopolitično, geostrateško strategijo oziroma paradigmo, takrat bo vojna več sploh ne bo potrebna. Mislim, kaj pa rabimo se še vojskovati? Zakaj se rabimo vojskovati? Ne rabimo. No, na njih žal ta trenutek ne moremo vplivati, lahko pa pri sebi kaj postorimo, da sodelujemo bolj, kako vi sodelujete recimo z metliškim županom, semiško županjo, je tega povezovanja, sodelovanja več, recimo kot je bilo v minulih letih na skupnih projektih. Ste zadovoljni? Jaz sem s sodelovanjem z obema kolegoma zelo zadovoljen. Jaz ne bi rad ocenjeval, ali je bilo tega več ali manj. Jaz moram reči, da želim, da je vsako leto boljše. Tudi v mojem mandatu, da je boljše. Ne vem, kak je bilo prej. Tudi ne želim ocenjevati, jaz lahko rečem, da mi dejansko dobro sodelujemo, mi se redno srečujemo. Vsaj 3 do 4 na leto imamo svoje sestanke in obravnavamo te splošne balokrajinske projekte, turizem, srednja šola, z njo se intenzivno ukvarjamo in sodelujemo in iščemo in pomagamo reševati situacijo. Inkubator, to je en zanimiv projekt, ki bo letos do konca leta bomo še o njemu slišali, ne bi rad prejudiciral. Potem projekti okrog 3. razvojne osi. To so vse stvari, s katerimi mi nastopamo enotno. Posebej pa bi poudaril še to našo šolo s prilagojenim programom Milka Šober Nataše, kjer smo z spremembami, statutarnimi spremembami dosegli to, da sedaj tudi formalno lahko občina Semič in občina Metlika sodelujeta pri investicijah in seveda zagotavljanju ustreznih prostorov za naše otroke, ker vemo, da je ta šola zagotavlja oskrbo vsem belokrajinskim otrokom. In tu moram reči, da smo že zelo konkretni, torej pri opremi tega nadstropja, ki ga bomo zdaj urejali, bosta obe občini kar konkretno prispevali svoja sredstva za klimatske naprave, za del ureditev sanitarij, za to vozno pot, ki so jo potrebovali za to, da bo lahko pouk oziroma da bo delo lažje in bolj varno. V končni fazi tudi do tega prvega dvigala v šoli, dobro dvigalo na dijaškem domu še čaka, zaradi tega, ker smo se morali odločiti za faznost izvedbe, ker dejstvo je, da je tale statična sanacija zahteven projekt, predvsem pa drag. In zdaj, jaz pravim, boljše nekaj kot nič in bomo šli v prvo fazo, da se to statično posaniramo in zagotovimo v prvem nadstropju ustrezne prostore za delovanje šole. Seveda pa statična sanacija s tem še daleč ne bo gotova, seveda ne bo še dvigala, ker ne more biti, ker moramo prvo statično sanacijo dokončati. Ampak, gledajte, kot sem rekel... Sva zopet pri konsenzu, ne? Spet pri konsenzu, predvsem pa pri tem, da
ja, faznost, počasi bomo šli, delali bomo korake, ampak delali bomo korake, ki so logični in njihov vrstni red je takšen, kot mora biti. Ne moramo preskakovati, ne moramo pa seveda preskočiti denarja. Mislim, jaz bi bil zelo vesel, da bi to vse, kar imamo mi v načrtih za tistih 150 milijonov evrov, da bi to lahko naredili jutri ali pa, bom rekel, vsaj v enem kratkem obdobju. Ampak šel ta denar, ne. Nikdar ga ni dosti. Gospod župan, dela vam ne bo zmanjkalo, naložb je obilo, želimo vam veliko uspehov pri vašem delu še naprej in hvala za obisk. Hvala tudi vam. Z veseljem se udeležim tega povabila, da se lahko predstavim, predvsem pa da lahko svojim občankam in občanom iz prve roke povem, kaj se dogaja, ker v teh časih, v teh 2 letih dejansko je te komunikacije bilo premalo. Zaradi tega se tudi večkrat pojavljam na vaši televiziji. Upam, da to občanke in občani, bom rekel, sprejemajo. Po mojih informacijah jim je to všeč. Tako da bom s tem nadaljevali, da vsaj to izkoristimo, kar imamo. Hvala, dobrodošli. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za vašo pozornost in lep večer še naprej.